Josip Vandot, Kekac na hudi poti. Planinska pripovedka. Začutil se je Kekac tisti dan. Prvič v svojem 8-letnem življenju se je začutil kosi. Kar obstal je sredi hleva. Prst je vtaknil usta, pa se je čutil. Kar hipoma se je domislil tega in čudno se mu je zdelo, da še nikoli ni premišljeval o tem. Saj je gnal vsako jutro kozo na pašo. 3 ure je presedaval vsak dan z njo tam gori za gmajnico. Gledal jo je in se je pogovarjal z njo, pa še nikoli mu ni prišlo na misel, da bi jo povprašal: Hej, kje so sta? Povej in mi odgovori, zakaj nosiš 2 rogova na glavi? Daj, skani se in mi povej. O, še nikoli se ni domislil Kekac tega. Domislil se je šele danes, ko je prignal kozo s paše in jo obstal sredi hleva. Začudil se je Kekac, pa je stopil h kozi. Prst je vzel iz ust, pa je pograbil kozo za rog. Me, ke, je zameketala koza in je vstala. Pogledala je dečka, pa je vedela dobro, da se zgodi zdaj nekaj posebnega. Ti, Geza, jo je nagovoril Kekec in jo je stresel na lahko.
hišo, kjer sta sedeli mati in mala Tinka že za mizo. Ker je bil kekec lačen, se je nagno lotil pohlajene ledi. Urno je zajemal svojo veliko leseno žlico in je pozabil na kozo in njene rogove. Po kosilu je rekla mati: "Vzemite iz omare posodice, pa pojdite trkat gori za krivi plaz močnic. Rabim jih, da si skuham zdravila za svojo bolezen. Jako slabo mi je danes in ongava Minara mi je rekla, da naj pijem vodo iz skuhanih močnic, pa mi pomaga. Zato pa pojdite pa natrgajte polne košarice. Ti, Jerica, lepo pazi na otroka, da se jima kaj ne pripeti. Ali si slišala?" Sama mati, je odvrnila Jerica in je vzela iz omare 3 košarice. Pletene so bile iz vrpovih šibic in so bile bele. Samo košarica male Tinke je bila nekoliko pobarvana
svet.